Dober dan. Na mladi svet stoji, pravi pregovor, in zato sem vesel, da sem lahko letošnji slovenski kulturni praznik obeležil skupaj s skupino dijakov Dijaškega doma Antona Martina Slomška iz Maribora, ki so se na moje povabilo mudili v Bruslju. Prav poseben občutek je preživeti Prešernov dan v Bruslju, saj je bil France Prešern, največji slovenski pesnik in eden glavnih nosilcev slovenske narodne ideje, še pred pomladjo narodov sredi 19. stoletja tudi velik vizionar in velik evropejec. In danes mu to priznava vsa Evropa. Z mladimi gosti smo se zbrali pred spomenikom, ki ga je postavila Slovenija v čas predsedovanja Evropski uniji. Spomenik je simbolna potrditev tega, v kar smo Slovenci in Evropejci, Prešern, Cankar in Trubar verjeli in za kar so si prizadevali, da lahko slovenski jezik in kultura živita in preživita v sožitju z evropsko kulturo. Na spomeniku so zapisani nesmrtni Prešernovi verzi Živene vsi narodi v vseh uradnih jezikih evropske družine. Skupaj smo zapeli slovensko himno in vesel sem, da smo pri mimoidočih, turistih in tistih, ki so hiteli na delo v eno od slovenskih inštitucij, naleteli na pozitiven odziv in zanimanje za naše ravnanje. Ključnega pomena za pristen prijateljski odnos do drugih, denimo sosedov, oziroma za tako imenovani medkulturni dialog, pa je vzpostavljena lastna kultura, ko se zavedamo, da pripadamo lastnemu narodu. Zato ponovno podpiramo pobudo pisatelja Borisa Pahorja, da bi k slovenski himni priključili še drugo kitico Prešernove Zdravljice, ki nas zdravlja in nagovarja tudi slovenski narod. Pomena mladih za prihodnost pa se zaveda tudi Evropska unija. Od začetka nedavne gospodarske krize se je število mladih nezaposlenih v Evropski uniji povečalo iz 4 na 5 milijonov, kar je nezaslišano visoka številka. Hkrati pa se pojavlja vrsta paradoksov. Veliko delovnih mest v Evropski uniji je nezasedenih, ker nam manjka ljudi z ustrezno izobrazbo. Istočasno pa je med nezaposlenimi veliko diplomantov z usmeritvami, ki jih družba, še posebej pa gospodarstvo, ne potrebujeta. Ta paradoks kaže na to, da je z evropskimi izobraževalnimi sistemi nekaj narobe. Tudi zato je ena od 7 vodilnih pobud v strategiji razvoja Evropa 2020 namenjena mladim in izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Pobuda Mladi in mobilnost se spopada z brezposelnostjo med mladimi, njen cilj pa je izboljšanje kakovosti evropskih izobraževalnih sistemov in večja mobilnost mladih Evropejcev. Evropski parlament bo v posebnem poročilu, katerega pripravo so poslanske kolegice in kolegi zaupali meni, predstavil svoje mnenje in predloge, kako izboljšati in dopolniti tekst, ki ga je pripravila Evropska komisija. Menim, da je za uspešno in zdravo evropsko gospodarstvo v prihodnjem desetletju ključni več stvari. Izboljšati moramo možnost mladih za študijsko in delovno mobilnost, modernizirati moramo evropske sisteme poklicnega izobraževanja in predvsem visoko šolstvo. V prihodnje bo tudi vedno bolj pomembna tako imenovana neformalna znanja, pridobljena izven šol in fakultet in seveda znanje tujih jezikov tudi v okviru poklicnega izobraževanja. Hkrati pa bi izkoristil to priložnost in povabil gledalke in gledalce, še posebej mlade, da do sredine marca posredujete vaše predloge za povečanje zaposljivosti mladih v Evropski uniji in za izboljšanje evropskih izobraževalnih sistemov v spletnem posvetovanju z naslovom Kako zmanjšati brezposelnost med mladimi v Evropski uniji. Več informacij najdete na moji spletni strani www.milanzver.eu. Hvala.